Punce, živijo nazaj na mojem kanalu. Danes nas čaka en make-up izziv. Trenutno imam v svojem življenju enih 160 stvari za narediti in je v moji glavi norišnica. Sem si rekla, ajde, pa da vidim, če lahko na svoj obraz spraviš čim več stvari. Oziroma, koliko je to čim več stvari. Tako da, od tukaj ideja za izziv. Zastavila sem si, preden sem se začela mazati, da uporabim 20 izdelkov. Torej, 20 izdelkov moram uporabiti, ampak ti lahko izdam, da jih nisem 20. Zdaj, a sem jih manj ali več? Kaj misliš? Ok, če boš pogledala video do konca, ti bo jasen. In dajmo kar začeti. Ok, glede na to, da je cilj uporabiti čim več izdelkov, bom uporabila dva primerja. Prvi je Nivein, ki vlaži kožo, in drugi je od Smashboxa, ki bo moje pore malo zapolnil in jih naredil manjše. Ok? Tega od Smashboxa nanesem tle, kam imam največje pore, torej na lica. Tale primer gre pa tam, kjer je moja koža suha. In to je na čelu, brada. Tudi pri podlagah bom uporabila dve, in sicer Višijevo in Fenty Beauty, pa ne samo zato, ker danes štejemo izdelke. Tako da res zdrži podlaga na ta način na mojem obrazu cel dan. Tukaj imam malo mozolčkov. Ste videli, kako lepo jih zakrije. Beauty blender in zatapkam. Temu se pa reče full coverage. Obe te podlagi v bistvu sta zelo prekrivni, in Fenty in Vichy. Višijeva je namenjena tudi vsem, ki imate ekstra probleme s kožo, v smislu akne, rdečica, oziroma na splošno velike nepravilnosti. In v mojih mozolčkih ni ne duha, ne sluha. Ok, a štejemo. Zdaj smo pri 4 izdelkih. Gremo naprej na korektor. Tudi tega zatapkam z beauty blenderjem in šivamo naprej na obrvi. Tle pa, če me poznate, veste, da bomo uporabili ne samo en izdelek, ampak kar ene par. No pa dajmo, najprej bom zasenčila. Ne bom jih najprej zasenčila. Če štejemo produkte, je vsak korak pomemben. Najprej bom nanesla na svoje obrvi en tak prav šarper, se mu reče. Zdaj, tega izdelka jaz realno ne potrebujem v svojem življenju, ker nimam toliko košatih obrvi. Se pa mogoče dobro obnese za tiste punce, ki imate ful košate obrvi in imate rade natur look. Nanesete ga v bistvu na obrvi in vam fiksira vaše lepe, popolne, košate, zavidanja vredne obrvi. Jaz nimam te sreče, tako da znam, da danes uporabljam ta izdelek samo zato, da bom imela na koncu en izdelek več. Zdaj pa jih zasenčimo. Zdaj pa dajmo. Pa bom najprej dokončala samo enega, da boste videli razliko. Drugi izdelek je od NYX takale drobna barvica za obrvi. Všeč mi je, ker je toliko drobna, da lahko res natančno dorišem na začetku glave, na začetku obrvi dlačice. Četrti korak za obrvi bo gel. Mislim, da je razlika očitna, ampak ker smo danes fancy šmensi na kvadrat, bom uporabila tudi svinčnik, ki osvetli predel pod obrvjo. V bistvu s tem nakažemo, da je naša obrv prav vzdignjena. Naredimo lift naši obrvi. Ja, desna lahko gre v nebesa, leva pa še pride tja. Ok, levo naredim na hitrico in pridem nazaj, da ne izgubljamo časa.
Obe obrvi sta narejene, mi šivamo naprej z izdelkom številka 11, po moji kalkulaciji. Upam, da se nisem zmotila. Na svoja usta, suha usta, bom nanesla Carmex gel. Carmex je načeloma fajn za vse, ki imate razpokana usta. Naslednji korak bo kontura. Uporabila bom tako konturo v palčki, kot tudi malo kasneje suho konturo. Preden gremo napad suho konturo, bom uporabila od Maybellina Fit Me suh puder. Mater koliko make-upa. Kat Von D je naslednji izdelek, ki ga bom uporabila. Če gleda to kakšen moški, mislim, da ne šteka. Ne šteka, zakaj ženske rabimo toliko izdelkov. Ima prav, v bistvu. Ker včasih tudi jaz ne štekam. Bog naj mi pomaga. Na palete gremo. Še prej dam na veke primer za veke, da bodo naše senčke zdržale dlje. In to je izdelek številka koliko? Mislim, da 16. Da se ne motam, 16. Zdaj nazadnje sem dobila tele seksi krile potičke od Urban Decaya in čisto vse v bistvu so gorgeous. Pol seveda imamo tukaj paleto, ki je še skoraj nedotaknjena, Game of Thrones. Tudi krasna paleta. Mogoče bi se pa danes kar z njo malo poigrala. Yes? Se strinjamo? Ok, uporabljam House Lannister, tole marelično mat senčko. Nimam pojma, kaj bomo ustvarjali, sem pa mislila, da bi šli mogoče malo bolj v pomladne, poletne tone. Ok, s prstom bom pograbila tole bleščečo vijolično Stormborn. Take shimmery senčke se v bistvu po mojih izkušnjah najbolj obnesejo ravno s prstom. Ni mi pretirano všeč. Torej, v vijolično smer smo šli, tako da kamor je šel bek, ne gre še štrak. Je en pregovor. Uporabljala bom še malo svetlejšo vijolično, Bend the Knee. Koliko se odseva. Taka rainbow unicorn. Še najtemnejšo vijolično iz palete, Weirwood Leaves bom pograbila in jo nanesla tik ob trapalnice za tako globino. Še dober dan že prihaja domov, zato da ne bo tale make-up šel nič, ampak ga bom zvlekla sigurno na kakšno tortico. Ok, všeč mi je, v katero smer je šel tale look, vijoličen, torej vibe. Uporabila bom črno barvico in jo nanesla v svojo vodno linijo za še tisto ekstra sexiness, dimenzijo. Spet vzamem tole bleščečo vijolično in jo nanesem po spodnjem delu veke. Paletko pospravimo, a štejemo izdelke? Štejemo, ok. Ta šteje za enega. Sicer eyelinerja pri tem videzu ne bi uporabila, ampak ker je izziv uporabiti čim več izdelkov, ga bom. Ampak res čisto tako drobno črto naredim. Tokle bo dovolj. Eyeliner torej je obkljukan, zdaj smo pri številki, koliko? 18? Blusher je 19. Highlighter bo 19. Aleluja. Super maskara, prevržen od Urban Decaya. Gremo na usta. Lip liner 22.
šminka je bila 23, lip gloss bo 24. Mislim, da so umetne trapalnice čist na mestu. Kako so gorgeous. Ok, trapalnice so izdelek številka 25 in mislim, da so bile totalno prava odločitev. Ni pa to zadnji korak. O, ne. Zakaj bi bil, a ne? Zadnji korak je tale lupček od Urban Decaya All Nighter Fixing Spray, ki bo zaščitil tale 26 korakov make-up look, oziroma 25 plus 1, 26. Come to mama. To je to, lupčki moji. 26 izdelkov je uspel spraviti na obraz. Lejči. To pa je uspeh, glede na to, da s 6 izdelki sem presegla zastavljen cilj. Upam, da ti je bil tale mini izziv všeč. Če imaš ti še kakšno idejo, kaj bi lahko uporabila, pa nisem, mi pusti spodaj v komentarju. Gledamo se v kratkem, do takrat bodite fajn in veliko lupčkov. Čau!